To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Turnišču s prireditvijo in natečajem obeležili slovenski kulturni praznik. Panojska razstava o zgodovini športa na Slovenski ulici. Pustno obarvani dogodki v Miku Murska Sobota. V oddaji iz našega studia bo naš gost pomurski poslanec Jožef Horvat. In še vreme, jutri bo oblačno. Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V Turnišču so ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili slovesno prireditev in ob tej priložnosti razglasili rezultate 42. literarno-likovnega multimedijskega ustvarjalnega natečaja na temo Sreča. Proslavo v Turnišču so z izvedbo Zdravljice odprle pevke ljudskih pesmi kulturnega društva Štefan Raj Turnišče. Zbrane pa je v slavnostnem nagovoru k razmisleku povabil Mihael Habjanič Kasaš. Kultura je v nas samih. V tem, ko se gledamo, kako se poslušamo, kako drug drugima govorimo in kako si podamo roko. Danes je dan, ko se spomnimo tistega globokega hrepenenja po svobodi, bratstvu in človečnosti, ki ga je Prešeren vtkal v naše misli in srca. V času, ko se zdi, da se družba vse bolj cepi, po prepričanjih, po zaslonih, po klikih, se vse prepogosto pojavljajo glasovi, ki na nasprotne bregove postavljajo mi proti oni. Kultura govori drugače, govori skozi človečnost. Kulturni program so obogatili tudi najmlajši iz vrtca Turnišče s točko z naslovom En pesnik je živel. Uganka za 8. februar. Poseben poudarek letošnje proslave je bil namenjen ustvarjalnosti mladih in odraslih, saj so ob tej priložnosti razglasili rezultate 42. literarno-likovnega multimedijskega ustvarjalnega natečaja na temo Sreča. Od 1. decembra do 8. januarja smo ga imeli odprtega, zdaj ga danes zaključujemo. Znani so nagrajenci, znani so dobitniki priznanj v 9, 10 kategorijah, vsi najboljši, tako da bomo danes to na tej proslavi to podelili priznanje in zahvale. Obenem bomo pripravili tudi razstavo teh nagrajenih del. To se bo pa potem odvijalo na prostorih občine Turnišče. Po besedah župana Boruta Horvata z natečajem krepijo kulturno življenje v občini Turnišče. Kulturo vedno povezujemo z stavbami, ne? Ampak kultura niso samo stavbe, so tudi ljudje, so tisti živa stvar, ki dejansko pridane tem stavbam, ki so v naši občini, ki so pomembne za našo občino, tudi neko vsebino, tudi neko dogajanje. Zato je tudi takšno dogajanje, kot je današnje, se pravi, ko poveže dejansko slovenski kulturni praznik z multimedijskim natečajem, likovnim natečajem, literarnim natečajem, nekako obogatiš, se pravi, tisto praznovanje. Premalokrat se spomnimo, da ni kultura samo 8. februarja, da kultura je dejansko celo leto, tudi kulturno govorjenje, tudi kulturno izražanje, tudi kulturni odnos do sočloveka. Kulturni večer so dodatno obogatili mlajši otroški pevski zbor osnovne šole Turnišče, ritmična skupina deklic prvih 3 razredov ter folklorna skupina kulturnega društva Štefan Raj Turnišče. V središču Murske Sobote na Slovenski ulici je zaživela panojska razstava Muzej športa, varuh športne dediščine, ki mimoidočim približuje bogato in raznoliko zgodovino slovenskega športa. Razstava je nastala v sodelovanju Pomurskega muzeja Murska Sobota in Muzeja športa. Gre pa za njuno prvo uradno in javno partnersko sodelovanje. Na ogled bo do 15. aprila in obsega 20 panojev, na katerih so predstavljene fotografije, zgodbe, predmeti ter ključni trenutki, ki so zaznamovali slovenski športni prostor.
Postavitev poudarja tako vrhunske dosežke, kot tudi širši pomen športa v družbi in vsakdanjem življenju. Na odprtju je avtor razstave in vodja muzeja športa Aleš Šafarič izpostavil vlogo muzejev pri ohranjanju zgodovinskega spomina. Skupaj z vami, zdaj upam, da bo to ena izmed teh naših korakov, ena izmed teh naših malih zmag do glavnega cilja, da je tudi ta razstava in upam, da vam bo všeč. Upam, da bo dala mogoče tudi kakšen pomislek, kakšno vprašanje, kakšen utrinek se zbudil, da pač šport niso samo dosežki, niso samo zlate medalje, ampak je veliko več. Namreč, če želimo vzgojiti šampione, moramo najprej imeti zgodovino, moramo poznati svojo zgodovino, ponosni biti na njo in se iz nje nekaj naučiti. Na pustno soboto bo v središču Murske Sobote norčavo in veselo. Mik Murska Sobota namreč pripravlja pustovanje tako za otroke kot tudi za odrasle. Kaj točno se bo dogajalo, nam bo povedala Maja Lačen-Škrbič. Lepo pozdravljena. Pozdravljena, Miša. Začneva kar pri otroškem pustovanju. Tako, v soboto zjutraj med 10 in 12 uro pripravljamo kot že tradicionalno otroško pustovanje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota. Na grajski ploščadi bo super, krasno, lepo, barvito, saj prihaja gledališče Kukuc z krasno gledališko predstavo Pogum na Fonzi. In tudi gledališče Kukuc bo potem poskrbelo še za rajanje po sami predstavi. Mladi, seveda maske in pa njihovi starši se bodo pa lahko posladkali kot vsako leto, tudi letos, z krasnimi pustnimi krofi in pa z toplim čajem. In upamo, da bomo neko vremensko napoved dež, ki je predviden, oziroma plohe z pustnim rajanjem pregnali in se bomo imeli tudi letos zelo lepo. Vsako leto pride lepo število mask. Tako, ja, nekje okrog 350 do 400 mask se udeleži tega pustnega rajanja. Zato je tudi nekako na 2 uri skoncentrirano dogajanje, ker se otroci res zdivjajo, uživajo, potem pa seveda grejo še mogoče naprej na kako drugo pustno rajanje. Bodo tudi letos prisotni balončki? Seveda, vsako leto, tudi letos. Dobro, potem, ko bodo otroci zaključili, pa čaka še zabava odrasle. Tako, z nekaj urnim premorom potem ob 9. odpiramo vrata Mikove diskoteke, ki pa je letos malo drugačna. Smo klasično pustno 80s diskoteko zapakirali v pustni koncert, saj prihajata na Mikov oder več kot dobro znana Denis in Denis, to sta Marina Perazič in pa Davor Tolja, ki se z bendom Denis in Denis, kot že omenjeno, poslavljata z odrskih desk. In pa je to zadnji nastop v njihovi karieri in smo zelo veseli, da bodo to celotno turnejo pričeli prav v Miku in tudi z koncertom, mislim, da 10. aprila v Rijeki zaključili več kot 45-letno glasbeno kariero. Mislim, da benda ni potrebno kaj dosti predstavljati, saj vsem dobro znani so pionirji elektro-synth-popa z začetka 80-ih let, ampak je glasba od naših staršev pa vse do vmesnih generacij pa do nas največ tako mladih mogoče ostala res še vedno zapečatena in tudi vrtimo vsako leto na več diskotekah, se pravi program Tvojih kompjuterov, Soba 23, Jaz sem lažljiva, tako da se nam resno obeta močen koncert in pa energično pustna diskoteka before and after, seveda po koncertu. Vstopnice? Nekaj vstopnic je še na voljo, tako da hitro na splet ali pa na Petrol, Trafike 3.2, v Mik. Dobite jih vse povsod, tako da ni nobenega izgovora, da če pa ostanete pred vrati, pa žal. So tudi na tej zabavi zaželene maske, jih boste morda nagradili? Letos nimamo nagrad pripravljenih, seveda pa maske zaželjene, ampak sploh več ni potrebno to v dogodku opisovati, saj se že vsi nekako našemijo. Je pa res, da letos mogoče še toliko bolj pravšnji obisk Mika, ravno zato, ker pride pustna sobota tudi skupaj z Valentinovim in tudi band Denis in Denis imata super komade za to.
In zelo ekonomično. Za eno vstopnico obeležimo kar 2 praznika. Seveda po tej veseli, pestri soboti pa že načrtujete dogodke za naprej. Ja, dogodkov je resno ogromno. Potem že 20. v petek nadaljujemo z Jam Sessionom in pa 21. v soboto, februarja, pa prihaja zimska edicija Brekefesta, Winter Brekefest, ki jo pripravljamo tudi že več let v sodelovanju z društvom Alternativne mladine Bistrica. In pridajo 3 punk bendi, Srbija, Hrvaška, Slovenija, močni koncert, tako da za vse fane. Koliko občinstva ima na primer punk glasba v Pomurju? V zadnje 3 leta opažamo, da ful narašča obisk, tako da beležimo, glede na to, da je kapaciteta Mika do 210 stojišč, nekako okrog 100, mogoče še kaj več. Tako da, v redu. Če pa je open air, pa še toliko več. Tako da Mik je še vedno tisto varno zatočišče oziroma priložnost za, bomo rekli, nekomercialne glasbenike. Absolutno, ker Mik pač že skoraj 20 let za svojim projektom Alternativna godba v Murski Soboti nekako postavlja mesto na ta zemljevid nadžanrskih glasbenih zvrsti. Se pravi, da pri nas slišite vse od punka, rocka, popa, metala, hip-hopa, ampak še vedno je to nekomercialna glasba, brez kakih priredb in damo priložnost tudi mladim, neuveljavljenim bendom, da mogoče je ravno Mik začetek njihove glasbene kariere. In tako je tudi prav, vsi enakopravni, tudi v glasbi. Maja, najlepša hvala za obisk in naj bo pustna sobota kar se da vesela, pisana in pa polna krofov. Hvala za povabilo, pa lepo povabljeni v Mik. V nadaljevanju programa bo gost v oddaji iz našega studija pomurski poslanec Jožef Horvat. Med drugim je pojasnil svoje razloge za politično aktivacijo. Ta združitev, ta podpisan sporazum 3 strank, Nova Slovenija, Krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka in Fokus Marka Lotriča, to je ključni rezultat, ko sem pravzaprav že moje stanovanje, ker živim čez teden v Ljubljani, pospravil, da sem ponovno razmislil, predvsem pa sem imel ogromno klicev iz terena, predvsem iz mojega volilnega, lendavskega volilnega okraja, pa tudi širše, da vendarle naj pomagam k temu, da bi le naredili desno-sredinsko vlado. Ja, tako da moja odločitev je sprejeta, podpisal sem soglasje in lista je tudi na organih Nove Slovenije potrjena. Vesel sem, res sem vesel, ker smo veliko na terenu, da je začelo na terenu brbotati v pozitivnem smislu. Neka nova energija se je s tem ustvarila, ljudje so navdušeni in upam, da bo to navdušenje se potem tudi rezultiralo 22. marca. In kaj pravi vremenska napoved? Jutri bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 6, v Krajinskem parku Goričko pa 3 stopinje Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, najvišje dnevne od 8 do 11. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 4, na Ptuju 5, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 10, v Mariboru in na Ptuju pa 9 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -2 in 4, čez dan pa med 3 in 10 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.